Drage gledalke in gledalci, za letošnjo veliko noč sem med drugimi voščili prejel tudi sledeče zelo izvirno praznično voščilo: Ne moreš slediti Kristusu in se izgubiti. Včasih so bile ob velikonočnih praznikih tudi precej pogoste razglednice ali vizitke z motivom Jezusa, dobrega pastirja. Ja, Jezus je naš dobri pastir. Takšno je njegovo poimenovanje tudi na temelju Svetega pisma. Jezus sam o sebi pravi: Jaz sem dobri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za ovce. Voščilo pa torej pravi: Ne moreš slediti Kristusu in se izgubiti. Slediti Jezusu Kristusu pomeni izpolnjevati njegov nauk, oziroma še več, to pomeni stopati z Jezusom skozi življenje. Blagor vsem tistim, ki čutite ali čutimo Jezusovo dejansko prisotnost v življenju in se z njim pogovarjamo v molitvi. Jezus pravi: Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in one poznajo mene. Gre torej za domačnost in poznanstvo z Jezusom, gre za pripadnost Jezusu Kristusu. Dobri pastir nas varuje pred volkovi, pred zlom. Problem današnjega časa pa je, da se je hudobni duh pripravljen preobleči tudi v angela luči in na ta način s prefinjenim zapeljevanjem krade duše iz Božjega objema. Jezus nas opozarja pred grehom in zlom. Škoda, da ga včasih premalo poslušamo in smo kot trmasta ovca, ki gre po svoje. Svetopisemske podobe prikazuje Jezusa, ko gre iskat tudi izgubljeno ovco. Četrta velikonočna nedelja je po tradiciji nedelja dobrega pastirja. To je tudi nedelja, ko se po vsem svetu moli za duhovne poklice, za zvestobo in svetost duhovnikov in za nove duhovne poklice. Vsak duhovni poklic je podarjen oziroma izmoljen. Včasih so celo rekli, da je duhovni poklic iztrpljen. To pomeni, da je nekdo drug daroval trpljenje v ta namen, da bi Bog poklical nekoga za duhovnika. Poklicani smo torej k molitvi za duhovne poklice. Povprečna starost duhovnikov na področju ljubljanske nadškofije je približno 62 let. Ljudje pri teh letih običajno razmišljajo o upokojitvi, duhovniki pa želimo biti na razpolago, dokler nam bodo dopuščale moči. Če bi se še duhovniki, ki so dosegli določeno starost, upokojili, bi v marsikateri župniji ostali brez župnika. Pod pojmom duhovni poklic razumemo duhovnike, redovnike, redovnice, misionarje, pa tudi drugačne oblike duhovnih poklicev. Cerkev ponovno prepoznava dragocenost stalnih diakonov, ki pomagajo župnikom. Ko molimo za duhovne poklice, molimo tudi za to, da bi cerkev znala sprejeti določene spremembe. V mislih imam predvsem to, da bi verniki manjših župnij znali sprejeti dejstvo, da se bo k maši morda potrebno peljati kam drugam, kjer bo duhovnik, ali pa namesto nedeljske svete maše sprejeti nedeljsko bogoslužje, ki ga bo vodil diakon ali celo laik. Na vprašanje, kaj je pri naših molitvah za duhovne poklice pomembno, vplivan duhovnik s področja novomeške škofije odgovarja takole: Pomembna je najprej zavest, da nas Bog ne zapušča in da je vedno z nami. Bog svojih otrok ne zavrže in ne zapusti. Molitev nam torej pomaga, da v pričo upada duhovnih poklicev ne bi obupali. Dalje ta duhovnik pravi takole: Ne potrebujemo mnogo duhovnikov, ki bodo ustregli vsaki naši zahtevi. Ne potrebujemo servisa cerkve, ki bi zadostil vsaki naši kaprici. Potrebujemo dobre in zveste duhovnike, ki ne bodo najemniki Gospodovega vinograda, ampak pravi pričevalci in pastirji duš. Zato prosimo, da bi se mladi in vsi, ki slišijo Božji klic, odzvali nanj in postali dobri duhovniki, dobri sodelavci.
Hvala vam, dragi bratje in sestre, za vaše molitve za nas duhovnike in za nove duhovne poklice. Prav zaradi vaših molitev Božji glas v srcu mladega ali starejšega ni preslišan, ampak še močneje zadoni in odmeva, da lahko vsi postajamo boljši. Zahvali tega duhovnika bi se pridružil tudi sam osebno. Zahvaljujem se vam tudi za vse molitve, ki jih namenjate za zdravje nas duhovnikov. Dejansko potrebujemo tudi duhovnega in telesnega zdravja. Naj nas Bog varuje pred izgorelostjo in nam pomaga, da bomo duhovniki in verniki dobro sodelovali med seboj za rast Božjega kraljestva med nami. Vsi skupaj pa sledimo Jezusu dobremu pastirju in ne bomo zašli.